Дорогие друзья, уважаемые коллеги, ваше превосходительство, дамы и господа, десятилетие форума славянских культур – это действительно большой праздник в том числе и для России, потому что Россия всегда ощущала себя частью славянского мира. То, что Словения на протяжении 10 лет лидирует в этой организации, задает ей тон, помогает осуществлению самых разнообразных проектов, в высшей степени удивительно и вызывает безусловное уважение. Mogoče so malo v današnjem svetu zapostavljeni ravno zaradi svežih zgodovinskih dejstev, zadnjih par stoletij recimo, ali pa zadnje tisočletje. Slovanskega zornega kota verjetno ta zgodovina malo drugače izgleda, ima drugačne barve, drugačne poudarke. V srednji in zahodnji Evropi so pač eni drugi narodi dominantni in tisti, ki pišejo zgodovino. Zato izgleda zgodovina takšna, kot je, kot jo poznamo, kot se jo tudi učimo. Slovanstvo je pa nekako postavljeno ob stran, ker je pač bilo v enem določenem trenutku to dnevno politično potrebno. Mogoče se zdaj stvari obračajo drugam, ker smo se malo zasitili tega zahodno-kulturnega nakladanja in vseh teh zadev in se nam zdi, da vseeno po duši in krvi sodimo nekam drugam. Ну, вы знаете, славяне, конечно, это, ну, не знаю, наверное, не только для меня, а для, может быть, русских, я за русских скажу, все-таки у нас двойная как бы идентичность. Первая идентичность, что мы русские, вторая идентичность, что мы славяне. И все-таки это какое-то более широкое, что ли, какая-то общность более широкая, чем только национальность. И, конечно, славян объединяет прежде всего язык. Forum slovanskih kultur združuje akterje 3 jezikovnih skupin, južno, zahodno in vzhodno slovanske. Mednarodni dogovor o sodelovanju je pred 10 leti podpisalo 12 kulturnih ministrstev z namenom povezovanja in predstavljanja slovanskega podija umetnosti in znanosti. Sodelujoči že desetletje sestavljajo nekakšno antologijo kulture Slovanov, zanimivo knjigo konvencije in igre na različnih poljih. Težko je koordinirati 13 držav zelo z različnimi kulturami, navadami, temperamenti, predvsem pa biti spodbujevalen, stimulativen, da se vklopijo v projekte, za katere, tako kot je dediščina socializma, mislijo, da so mogoče malček preveč. Takoj na začetku, že v letu 2006, smo si zadali, da je notranje povezovanje nujno povezano z predstavitvijo zunaj. In izbrali smo si centre Strasbourg, Svet Evrope in Pariz, UNESCO. In letos je bila krasna, odmevna razstava Slovanski karnevali, 4. zapored. Od početka, čim je nama spomenuta ta ideja da se Hrvatska uključi u osnivanje tog foruma, mi smo ideju zaista od srca prihvatili jer smatramo da to je sjajna ideja. Jedan primjer već smo poznavali takav, to je primjer frankofonskih zemalja koje su objedinjene, u stvari, a temelj im je naravno francuski jezik. Međutim, ova ideja je bila još bolja jer je ovdje su u ovom forumu temelji su svi jezici slavenskih naroda i prema tome bilo je to dapače vrlo prihvatljivo. Jer tu se stvara jedna nova mogućnost da se razmjenjuje i na području literature, područje glazbe, općenito kulturnih programa i na taj način da se bolje upoznaju narodi i da se stvara jedno i prijateljstvo i bolje upoznavanje. Mednarodna ustanova, ki povezuje 13 slovanskih držav, 10 članic in 3 opazovalke, je obletnico zaznamovala v torek, sredo in četrtek. Z razlogom. Slovani namreč posebno vlogo namenjajo petku, ki so ga v preteklosti častili v Brezdelju. Staroslovanski naziv petek je bil pri nas zabeležen v 14. stoletju, personificiran kot svetnica Petka. Srbi denimo praznujejo 12 petkov. Na ljudskem izročilu, slovanski mitologiji in veru
verovanju tako temelji pregovorni odpor ruskih kmetov zoper delo ob petkih, s katerim so se spopadli boljševiki. Posledi selitev Slovanov z praslovanskega ozemlja je slovanska mitologija razpadla v krajevne različice, ki so dolgo ohranjale značilnosti obče slovanske mitologije. Ko prebiram recimo od Rusov do Srbov, do Hrvatov, do Bolgarov, vidim, da so nekateri miti pravzaprav nam skupni. Tako sta skupna recimo celo dva temeljna mita slovanska, to je Sveti boj in Sveta poroka. Recimo pri nas je pri Sveti poroki zeleni Jurij, tako zelo znan tudi na Hrvaškem ostanek tega mita. Medtem ko je po ostalem svetu slovanskem to Jarilo, in pri vas Đurđev dan mogoče ali kaj takega. In tu so ti fragmenti, iz katerih se potem da rekonstruirati neko zgodbo, nek mit, ki je včasih za Slovane bil nekaj svetega. Vemo, ta poroka med dvojčkoma Jurijem in Maro je pravzaprav bila poroka med življenjem in smrtjo, incestna, ker sta bila dvojčka. Pa upravo u kontekstu ove vaše priče, mislim da je jako zanimljiva ova priča iz Bosne i Hercegovine, odnosno Muzeja Republike Srpske, predstavio to jedan stari običaj prema kojem su muškarci maskirani obilazili domaćinstva i oni su u suštini predstavljali potomke, predstavljali svoje pretke. Predstavljali su svoje pretke i na neki način karakterisali plodnost. Tako da mislim da ima jako mnogo takvih i sličnih priča u svim slovenskim zemljama. Prosti, ampak mislim da je ravno tam, v tem delu, srpskem delu Bosne i Hercegovine, neka maska, ki je podobna kurentu, ne? No, to je upravo ta priča, to je upravo ta priča, da, tako je. Ker recimo kurent v svoji starejši verziji je tudi imel zvonec samo na zadnjici, mislim, po hrbtu dol in čez zadnjico. In potem, ko je zvonil, je tudi imel to ću morat da pitam kolege iz muzeja. te gibe plodnosti in to, tako da to je sigurno... Mislim da tu ipak moram stručna lica iz muzeja. Šele pozneje so kurentu za kurenta, namreč to vem. Šele pozneje je dobil več zvoncev, ampak izvorno je samo en, zadaj. Kulturne razlike med Slovani so se zaradi naseljevanja različnih območij večale in mešale. Zanimiva je vaša družinska zgodba? Moja družinska zgodba je takšna, da je ded Slovenec iz severne Italije slovenskim italijanskim priimkom, kajti takrat so poitaličevali slovenske priimke, prišel v Bosno graditi železnico. Moj oče je rojen v Bosni, ni znal ene same slovenske besede. Njegova mati, prva žena mojega detka, je bila bosanska Poljakinja, Justina Laj. Moj oče poročio se s mojo mamo, ki je bosanska Hrvatica. Tako da smo u družini imali mešanico, enako kot smo omenjali slovanske kulture, pa slovanske literature, to vidim kot drevo, a en moj vez glasi da je vsak človek kot vsako drevo sredi sveta, tako vidim in slovanske kulture sredi sveta in to drevo sa nešteto korenin. To pomeni, da so to nacionalni jeziki, kajti jezik je nacionalan. Krošnja tega drevesa je slovanska kultura, to pomeni tisto, kar je izraslo iz tistih dotikov, prežemanj tistih različnih slovanskih jezikov. Da je jezik dejanje teoretske inteligence, je menil Hegel. 5000 ali več jezikov, kolikor se jih danes govori, je enako fleksibilnih in ima enako izrazno moč. Slovanski jezikovni skupini pripada kar 300 milijonov govorcev in jezik je za Slovane kriterij razlikovanja.
Obstajajo besede, ki se v času in prostoru glasovno in pomensko malo spreminjajo, kot tudi take z visoko mutacijsko hitrostjo. Sledi besedna raznolikost Slovana. Med odmevne projekte foruma spada zbirka 100 slovanskih romanov kot primer literarne izmenjave. Književnost predstavlja 13 državam, jo pošilja v obtok in vrednoti. Romaneskni korpus slovanske provenjence omogoča določeno število analogij, pa tudi tolikšno število razlik, ki jih podžiga domišljija. Edicija 100 slovenskih romana nastala je sa idejom da bude reprezentativna antologijska edicija najboljih slovenskih romana pisanih posle pada Berlinskog zida. Dakle, u jednom uzbudljivom, istorijskom, društvenom, kulturnom trenutku u kojem su se veze između slovenskih kultura, književnosti, naroda, zemalja u mnogo čemu pokidale, zamutile, ispunile nesporazumima ili jednom vrstom ravnodušnosti i nezainteresovanosti. Bio je pravi trenutak da edicija 100 slovenskih romana i Forum slovenskih kultura prekinu to dugo trajanje nerazumevanja ili nedovoljnog prevođenja i ova edicija ima za cilj da poveća književnu i kulturnu razmenu, da stvori novu generaciju prevodilaca i da pokaže zapravo da se neke druge stvari u našim društvima, u našim kulturama mogu razrešiti najbolje uz pomoć međusobnog razumevanja, a da najbolje knjige našeg vremena nastale nekom od slovenskih jezika. Славяне не так далеко ушли друг от друга. Когда-то в древности у нас мы вообще говорили почти на одном языке, хотя диалекты возникли очень давно. Постепенно наши языки расходились, но все-таки славяне понимают друг друга. Если медленно говорят, в отличие, например, от угрофинов, которые уже не понимают друг друга, славяне понимают друг друга. И, в общем, мне кажется, очень хорошо, что есть такие народы, которых мы можем понимать без словаря, без какого-то образования специального. И это, всегда, в общем, интересно. Panslavizem je eno rojevanje zavesti ene velike skupine narodov, ki ima neko skupno zgodovino. Pred 1150 leti sta po teh krajih hodila Ciril in Metod. Takrat sta bila še povsem razumljena. Jezik je bil tako zelo podoben, da je iz okolice Soluna bil razumljiv nam tukaj v Karantaniji in v zahodnem slovanskem predelu. In ta spomin in sklicevanje na to preteklost, ki je jedro panslavizma, je v bistvu pomagalo k neki avtonomiji razmišljanja in dohitevanju tega, kar so drugi narodi že takrat storili. In če mi v drugih jezikih se pač lahko pogovarjamo, se razumemo, zakaj bi se mi recimo v angleščini pogovarjali. Kar pa, tebi je zdaj to smešno, kar pa že generacije naših otrok, oni ne razumejo več srbščine in hrvaščine. Mi, ki smo živeli še v Jugoslaviji, smo to komunikacijo vladali. Zdaj pa dejansko več otroci ne razumejo. Prej bo govoril Slovenc angleško, kot pa recimo srpsko, kar pa seveda ni prav. Da, to je taj neki trend, kažem, koji je zahvatio prosto sve ove zemlje bivše Jugoslavije. Jednostavno od onog momenta kada su svi krenuli na tom putu ka Evropskoj uniji, dakle, engleski jezik je definitivno preuzeo i postao dominantan. Slovani, jezikovno in etnično sorodna skupina indoevropejcev, so do 8. stoletja govorili skupen jezik, ki je imel pokrajinska narečja. Večina evropskih narodov je ime za zgodnje Slovane povzela na način podoben latinskemu sklavi za ljudstva med Baltskim morjem in Karpati. Beseda Slovan, znana našim krajem in slovenskemu jeziku, je skovana oblika. Več evropskih jezikov pripadnike slovanskih narodov naslavlja slav v prvem zlogu. A vizualni jezik risank različnih slovanskih držav govori povsem svoje narečje.
prioriteta mojega dela vedno so bili otroci. In zaradi tega je ideja, ki se je ponudila, da bi v Mariboru začeli z animacijo, prikazovanjem risank, ideja, ki je takoj sedla na plodna tla in ideja, ki se je sedaj prvič realizirala z 7 državami, z 7 risankami iz 70., 80. let, nadaljevanka, ki mislim, da bo v prihodnosti imela veliko odmev. Ampak ta risanka, ki je tukaj, je mogoče bolj za našo generacijo, tako da nisem ravno zajela pravega cilja, ki ga bomo zgradili absolutno za prihodnost. Da. A imaš dežnik? Dežnik? Vidiš, ravno sem pomislil, ali ne bi vzela za vsak slučaj dežnik. Od teh čebel lahko človek marsikaj pričakuje. Veseli nas, da smo ob 10. obletnici postavili še en mejnik v našem delovanju in tukaj v Radljah ob Dravi odprli prvi center Foruma slovanskih kultur, tako na slovanskih tleh, kot tudi v Evropi. To je velika zadeva, ne samo za ta majhen kraj, ampak tudi za naš forum in za ves slovanski svet, kjer slovanske jezike govori 300 milijonov prebivalcev. Gre za to, da neko majhno okolje odpremo v svet, odpremo v Evropo in hkrati velike umetnike povabimo v ta lokalna okolja, da tukaj ustvarjajo in da nekako tkemo te vezi, ki so recimo temelj našega delovanja. Češka republika ni članica Foruma slovanskih kultur, je opazovalka. To ima svoje zgodovinske korenine, ampak nič to ne pomeni na tem, da se aktivno udeležimo in aktivno sodelujemo na vseh projektih. Tudi lahko vidite danes, da je to prva razstava, ki je gostujoča razstava v Radljah ob Dravi, spomeniti UNESCO na Češkem. In jaz sem prepričan, da bo to za Slovence zelo zanimivo in tudi vabljeni prvič na obisk razstave in drugič vse te spomeniki, ki predstavljamo, lahko si obiščete na Češkem. To, da imamo danes tukaj otvoritev Foruma slovanskih kultur in sicer tudi center, mi je veliko čast in veliko zadovoljstvo kot Radljčanu. Tudi hrana se uporablja kot komunikacijsko orodje, strukturirana je kot jezik in prehranske navade Slovanov imajo skupne točke. Slovanska kuhinja je zelo pestra, zelo raznolika, v njej se odsevajo različni vplivi iz različnih zgodovinskih obdobij. Navsezadnje seveda so Slovani v svojem dolgoletnem zgodovinskem razvoju prihajali v stik z različnimi narodi, z različnimi nacionalnimi kuhinjami. Kultura pogač je pri Slovanih zelo močna, potem tudi kultura kruha, krušna kultura, to predstavlja eno pomembno osnovo. S Forumom slovanskih kultur pripravljamo obsežen projekt, ki ima naslov Slovani za mizo. To bo naslov monografije, v kateri bodo predstavljene najbolj značilne, razpoznavne jedi slovanskih narodov. Upam javno to povedati, da bo to prva celovita monografija slovanske kulinarike. Take knjige na svetu še ni. Najstarejša poročila o Slovanih je najti pri Bizantincih. Bizantinski zgodovinar Prokopij je Slovane opisal kot velike in korpulentne z rdečkastimi lasmi. Slovani naj bi sicer imeli ozke lobanje in ostre poteze. Arabski geograf Ibn Fadlan pa je Bolgare ob Volgi imenoval visoke kot palme, rdečelične in čedne. Има много хора, хора е танцовете в България, има много различни хора. Те са около, може би, повече от 300 хора и всяка община, има собствено хоро и така че не може да се каже за България какво е някакво универсално хоро. Най-лесното е право хоро, ето е само еп, 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 тъп, 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 еп. Това всеки го знае в цяла България и това може би да се танцува навсякъде, нали? Но всеки регион си има собствено специално хоро, така че не може да се каже едно типично за България хоро няма. Да.
Če začnem pri začetih projektih, si želimo, da bi se projekti razširili na več držav. V forumu je tako, če 3 države vstopijo v projekt, imamo potem predznak foruma. In v romanih sodeluje 5 držav, v dediščini sodeluje 6 držav. In tako si želimo najprej te obstoječe projekte razširiti in animirati druge. Da vidite, gospa iz Ukrajine, mi smo pa iz Rusije. Kje smo se našli? V Mariboru, ne? Kdo je tebe praslavan? Plavati učil, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil.